Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je tudi dan po Božiču zbralo veliko romarjev. Papež Frančišek jih je nagovoril z okna apostolske palače, kot se to navadno dogaja ob nedeljah. Spomnil je na globoko sporočilnost praznika svetega Štefana, ki je za vse kristjane spodbuda in zgled, kako vzeti krščanstvo zares in ga kljub preizkušnjam živeti v veselju in notranjem zadovoljstvu. Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu se je sveti oče zahvalil za številna praznična voščila. V zadnjih tednih jih je prejel z vseh koncev sveta in ne more osebno odgovoriti vsakemu posebej. Hvaležen je zlasti za molitev, za katero se vedno znova priporoča. Sveti oče je tako spregovoril o pričevanju svetega Štefana, enem od 6 diakonov, ki so jih apostoli v Jeruzalemu izbrali za strežbo ubogim, za pomoč sirotam in vdovam. Postal je prvi mučenec cerkve. Prihod na svet kralja kraljev je Štefan počastil s svojim učeništvom, z darovanjem lastnega življenja. S tem je pokazal, kako v polnosti živeti skrivnost Božiča. Papež Frančišek je v nadaljevanju dejal, da Jezusova napoved trpljenja in zagotovilo odrešenja njegovih učencev prav nič ne motijo obhajanja Božiča, temveč pripomorejo k njegovemu pristnejšemu praznovanju. Pomagajo nam razumeti, da je prav v preizkušnjah, sprejetih zaradi vere, nasilje premagano z ljubeznijo in smrt življenjem. Če dejansko Jezusa sprejmemo v svoje srce in če hočemo doživljati veselje svete noči, je pot prav tista, ki jo navaja evangelij, in sicer pričevanje za Jezusa v ponižnosti, v tihi strežbi in brez bojazni, plavati proti toku z osebno žrtvijo. In če niso vsi, tako kot sveti Štefan, poklicani k prelitju svoje krvi, se vendar od vsakega kristjana v vseh okoliščinah zahteva skladnost življenja z vero, ki jo izpoveduje, in prav za to milost krščanske skladnosti življenja danes prosimo, je dejal papež Frančišek.